Nič kaj rožnato, nasprotno, zelo smo zaskrbljeni. Dve ekstremni pozebi, danes tretja klasična, tudi močna, zagotovo bo pustilo veliko posledic. Seveda je nemogoče ocenjevati, ker še niti ni končano. Se pa bojimo, da bo škoda ogromna. Na drugi strani pa Sadovnjak, kjer imamo reševanje, prvi ugledi kažejo, da smo zelo dobro zaščitili, kljub temu, da je bila prva noč celo 16 ur potrebno reševati. Ko govorimo o Eurosadu, imamo dobrih 200 hektarjev, od tega 50 hektarjev kompleks, kjer jo rešujemo. Celotna skupina Eurosad pa skupaj z še dvema firmama in pa kooperanti preko 500 hektarjev. Tam se pa ta odstotek nažalost zniža, tako da nekje 18% površin imamo reševanih. Seveda je to vsaj neka osnova, kjer se lahko pričakuje količinski in kvaliteten pridelek in pa upanje, da bo vsaj na kakšni lokaciji še kaj ostalo. Nažalost je pa ta pozeba tako širom po Sloveniji kot širom po Evropi. Mislim, da tako močne pozebe v Evropi ne pomnimo. Pozebe so bile vsakih toliko let, se pravi, ne vem, vsakih 15-20, kar naenkrat pa po začetku 2016 in takoj naslednjo leto 2017, potem lansko leto in pa letos, se pravi 4 pozebe v zadnjih 6 letih. To več ni očitno slučaj, ampak je postalo že kar pravilo. In po tistih prvih dveh smo še dodatno zagnali vse moči, čeprav smo imeli že ambicijo veliko prej. Že 2009 smo začeli s postopki pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj, tako da nažalost smo tiste prve dve, 2016-2017 zamudili. Na drugi strani pa vsaj lansko letno in pa letošnjo pozebo v tem kompleksu upam, da tudi letos rešili. Ja, dejstvo je, da je to osnova za nadaljnje delovanje in verjetno bo dobilo prednost pred ostalimi investicijami, naj si bo obnove, ker enostavno delati nove sadovnjake brez namakanja in pa oroševanja očitno ni več prihodnosti.